Torej, lepo pozdravljeni. To je knjižica o rimski nekropoli Šempeter v Savinjski dolini, je izšla v zbirki Umetnine v žepu. Za voljo na eni strani omejenosti besedila, na drugi strani pa seveda tudi reprezentativnosti se osredotoča zgolj na rekonstruirane grobnice ter pa še na ostanke največje oziroma domnevno največje šempetrske grobnice, imenovane Velika arkadna grobnica, ki naj bi segala v višino več kot 9 metrov. Knjižica se začne s stanjem raziskav oziroma z naključnim odkritjem, ki pa je že zelo zgodaj nakazalo, da so posamični bloki najverjetneje spadali skupaj, tako da je bila že zgodaj po odkritju v 50. letih prejšnjega stoletja naglašena želja po postavitvi, s čimer se potem knjižica nadaljuje, torej z problematiko rekonstrukcije ter pa postavitve in odprtja arheološkega parka na prostem. Sklepni del je posvečen torej tem grobnicam, če jih imenujem Vindonjeva grobnica, grobnica Enice v Spektacijevi grobnici ter pa Secundinovi grobnici ter pa Veliki arkadni grobnici. Vsaka grobnica posebej je temeljito analizirana s stanjem raziskav, s tem, za koga naj bi bila postavljena. Temeljni del pa je posvečen analizi likovnih prizorov in posameznih kompozicij, ki so v nekaterih primerih, najbolj očitno je to v grobnici Spektacijev, razkrili, da prizori ne koreninijo niti v sosednjih provincah, niti ne v sami metropoli cesarstva, to je v Rimu, temveč jih najdemo samo in izključno v daljnih vzhodnih provincah, to je provincija Ahaji oziroma v Atiki, natančneje. Po tem sklepnem delu sledi nekje zaključno poglavje, ki se ubada z okvirnim časom nastanka, namreč tako nekropola v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini, kakor tudi v bistvu ostali rimskodobni nagrobni spomeniki iz ozemlja Norike in Panonije, se sprva domnevalo, da so vsi nastali v 1. stoletju oziroma pred markomanskimi vpadi, potem pa je kakšen posamičen primerek vendarle segel čez, na kar so v bistvu šele v 80. letih raziskave nemške klasične arheologije v prvi vrsti na podlagi še prav šempetrskih grobnic nakazale dobro možnost, da so nastali ne tako samo ti spomeniki, kakor tudi spomeniki iz ostalega ozemlja Norike in sosednje Panonije, šele v poznem drugem ali začetku 3. stoletja. In čas nastanka je prav tako še marsikaterem spomeniku dosti odprto vprašanje. Na koncu pa sem želela zaključiti z neko pobožno željo po boljši zaščiti, saj danes samo pregled slikovnega materiala, s katerim je knjižica res dobro založena, daje uvid, da je bilo stanje tam v preteklem stoletju oziroma ob odkritju reliefov veliko boljše, kakor pa danes, ko so ti izpostavljeni vremenskim in pa torej neugodnim vplivom in nevzdržno počasi propadajo. Najlepša hvala.